V prejšnjem pogovoru sva se dotaknila Marijine drže ponižnosti in sprejemanja, ki človeku v bistvu pomagata razumeti življenje. Pri tem pa nam je Marija res lep vzgled, saj je vse sprejemala z eno veliko mero ponižnosti. Res je. Ker pa nam Marija ima še marsikaj zapovedati, me zanima, katera Marijina drža po vašem mnenju še odraža človeka danes. A ni zanimivo, Katja, kako Marija pravzaprav zelo redko in malo spregovori v Svetem pismu, pa nam ima toliko zapovedati. To kaže, da pri nas, kristjanih, je mogoče veliko bolj pomembna drža, način življenja, pričevanje, kot pa same besede. Jaz bi se dotaknil naslednje Marijine drže, kako Marija slavi oziroma kako moli. Se mi zdi, da nas tudi pri verouku zelo malo učijo moliti. Veliko nas naučijo nekih resnic, ampak kako moliti, kako slaviti Boga. Zato se mi zdi, da je to prava šola Marijinega načina, kako Marija slavi in moli Boga. Potem pa predlagam, da greva v Marijino šolo življenja. Pojdiva. Če vzamemo zelo konkreten Marijin trenutek, na primer življenje v Nazaretu, dolga leta tišine, brez čudežev ali posebnih znamenj, kako lahko ta čas razumemo kot držo moli in slavi? In kaj nam ta Marijin vsak dan pove o tem, kako tudi mi danes živimo ob običajnih dnevih, ko se pravzaprav nič kaj posebnega ne dogaja? Ne dogaja se. Ja, mislim, da bi se mogla najprej ostaviti pri tem dejstvu, da je Marija bila Judinja. In kot pravoverna Judinja je verjetno veliko Božje besede znala tudi na pamet, ali pa je molila s psalmi. Tudi Jezus je molil s psalmi, ne? In psalmi so ena taka bogata zakladnica molitev. Se pravi, na kak način se obračati k Bogu, tudi takrat, ko se dejansko nič kaj ne dogaja. Ne? In se mi zdi, da prva stvar, ki jo Marija res tako moli, je molitev izročitve. Kaj ona reče, ko pride Sveti Duh k njej, oziroma angel? Zgodi se mi po tvoji besedi. Sicer ne razume vsega, kako se bo to zgodilo, ko moža ne spozna, ampak še vseeno zgodi se mi po tvoji besedi, zgodi se mi po tvoji volji, se pravi v enem prepuščanju, zaupanju, in dejansko je to tista drža, Marijina drža. Tudi če ne razumeš vsega, tudi če se nič kaj posebnega ne dogaja, molim v prepuščanju, zaupanju in izročanju. Marija v Magnifikatu slavi Boga z vsem srcem in nas uči, da molitev ni le beseda, ampak moli, kadar moli duša. Kako lahko tudi mi v vsakdanjem življenju molimo tako, da prihaja iz srca? Najprej bi se ustavila pa res pri tem Magnifikatu, ker če rečemo, da je Marija slavi Boga, je to najlepša slavilna molitev Marije. In Magnifikat, se pravi, moja duša poveličuje Gospoda. Gre za eno molitev zahvale, slavljenja, ponižnosti in veselja. In zato je to mogoče en tak lep primer, kako Marija slavi, se zahvaljuje Bogu. Da se vrnemo k vašemu vprašanju, kako lahko človek v vsakdanjem življenju moli na ta način, se mi zdi, da Marijina hvaležnost je tista, ki jo popelje, da lahko moli iz srca. Se pravi, Marija se zaveda, kaj vse je Bog storil in kaj vse se je zgodilo, in zato lahko moli iz srca. In tudi človek, ki moli, je dobro, da se zaveda, ko moli, pravi, lej Bog, to si mi že naredil, to sem spoznal v življenju, to se mi je že dotaknilo, lej, zdaj sem pa tukaj, zdaj mi pa tu, ali pomagaj, ali se ti zahvaljujem. In to nas že pripelje do ene lepe drže, in to je drža hvaležnosti. Hvaležen človek, duhoven človek je hvaležen človek. In hvaležen človek je lep človek, zato ker ve, da se vse prihaja od Boga, da je vse dar. In to je ena drža, tudi ki jo lahko prepoznavamo v Magnifikatu in tej Marijini drži molitve. Lahko bi rekli, molite z velikim zaupanjem in z veliko hvaležnostjo. Absolutno. Se pravi, z zaupanjem, ne glede na to, kaj se mi dogaja, se pravi zaupanje in hvaležnost. Marija Boga slavi v Magnifikatu v trenutku, ko se njeno življenje šele začenja zapletati. Kako lahko ta njen zgled pomaga človeku, ki danes čaka na rešitev, a je ta trenutek ne vidi?
To je kar zanimivo vprašanje. Velikokrat so duhovni očetje prav priporočali, da se človek nauči kakšno božjo besedo na pamet, ki mu takrat pomaga. To je kot prva pomoč, prva pomoč. To pravi, da imaš nekaj. In ko pride en trenutek tesnobe, samo ponavljaš, recimo svetopisemski citat: vse premorem v njem, ki mi daje moč, ali pa moja duša slavi, ali pa ljubim Gospoda, ker me tako ustvaril, ali pa kaj takega. Se pravi, božja beseda je en taka močna duhovna misel, me lahko popelje v odnos. In to, kar je zelo pomembno, je to, da te tista misel ohranja v odnosu z Bogom. In ne se takrat zapreti. Kaj mi naredimo? Mi se zapremo. Boga ni, rekel, lej Bog, nesrečen sem, pomagaj mi, da ohranjam odnos. In tukaj imamo eno zelo lepo pričevanje. Mame, ki je izgubila svojega sina v prometni nesreči, s kolesom se je ponesrečil. In 3 dni po smrti njenega sina sem jaz njo vprašal: gospa, kako ste? In je rekla: dokler lahko molim, sem dobro. Dokler lahko molim, sem dobro. In sem rekel: poglej, dokler je ona lahko v odnosu z Bogom, ona še dobiva moč, zaupanje. Takoj, ko pa nehaš, prekineš ta odnos z Bogom, si pa res lahko na tleh. Pater Toni, kaj bi lahko še rekla o Marijini molitvi in njeni molitveni drži? Lahko še izpostavimo eno značilnost Marijine molitve, ampak preden to odgovoriva na to, tole pomladansko sonce, kar fajn sije in me kar malo toplo v hrbet. Predstavim se. Pa dajva. Torej, Marijina molitev je bila tudi občestvena. V evangeliju srečamo, kako Marija vztraja skupaj z apostoli v molitvi. Torej, po eni strani je tista osebna, notranja molitev, polna zaupanja, slavljenja in hvaležnosti in predanosti Bogu, po drugi strani je pa tudi občestvena. Skupaj z apostoli ona moli. To je tudi za nas pomembno, da mi je osebna molitev tista v srcu in tudi občestvena, da druge doživljamo kot bratje in sestre, da je to skupina, a je to župnija, je to kakšna skupina, da tam skupaj kot bratje in sestre molimo. Ta občestveni vidik Marijine molitve se mi zdi kar pomemben. Pa se mi zdi, da imamo Slovenci Marijo kar precej radi. Zelo radi. In to je en tak naša značilnost. Glejte, že samo dejstvo, da recimo na Marijino nebovzetje obišče veliko več ljudi svetišča in svete maše kot za Božič, kaže na to, da imamo Slovenci res radi Marijo in se ji radi priporočamo. Ko sem bil še bolniški duhovnik, sem tudi nevernim rad delil podobice in vsak bolnik je z veseljem sprejel to Marijino podobico, ker mu je to pomenila že eno tako molitev, eno izročenje in eno varstvo v bolezni. Povedali ste mi, oziroma zaupali, da boste mi povedali tudi eno zanimivo zgodbo. Pa poglejmo. Ja, teh zgodb in teh pričevanj in Marijinih zahval je ogromno, oziroma zahval Mariji. Tako da jaz res težko bi prav katero izpostavil. Ogromno prihaja, sploh na romarska svetišča, Marijina svetišča, ogromno ljudi se zahvaljevati za zdravje, za preživetje. Recimo samo eno bi tako majčken lahko izpostavil, da je preživel gospod v balonarski nesreči, vsako po Marijini zaslugi vsako leto daruje Mariji v čast eno svetomašo. Potem ena gospa je darovala mašni plašč Mariji v zahvalo, da je sin preživel eno hudo nesrečo, in so prepričani, da je to ravno po Marijini priprošnji, ker se Mariji priporoča. Tako da teh pričevanj je, in če samo pogledamo pri nas na Ptujski gori, to knjigo zadaj zahval, ogromno enih zahval in ogromno tudi prošenj. V prejšnji oziroma najni prvi epizodi sva naše gledalce povabila k soustvarjanju naše oddaje in dobili smo sporočilo fanta Jana, na kar je najno epizodo tako lepo pohvalil in dodal en razmislek, da bi mogoče kot nadaljevanje naše prve epizode, torej sprejemanje, predlagal naslov tudi zaupanje oziroma zaupanje ob negotovosti. Tema, ki nas uči, kako ostati odprti in zaupljivi tudi v težkih trenutkih, ko ne razumemo ravno, zakaj se določeni stvari dogajajo, podobno kot je pa to doživljala Marija. Ja, mislim, da smo že s tole prejšnjo epizodo kar odgovorili. Torej,
ne se zapirati, zaupati, ohranjati odnos z Bogom, tudi če se včasih malo skregata, ali pa da mu pove stvari, ne se zapirati, ohranjati eno odnos z Gospodom in spomniti se, dokler molim, sem dobro, dokler lahko molim, sem dobro. Se pravi, da je odnos in pa potem se mogoče naučiti kakšno misel, kakšno Božjo besedo, kolikokrat srečamo v Evangeliju. Marija pa je te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Se pravi, Božjo besedo se kakšen citat naučiti, kakšna Božja misel Božje besede, da ohranjamo in nas to potem ohranja v odnosu z Bogom. To. Tako in s patrom Tonijem vas vabimo, da soustvarjate našo oddajo Marijina šola življenja. Tako, da pošljete kakšno vprašanje, kakšne spodbude, kakšna konkretna vprašanja o Mariji, o njenih držih, oziroma da poskušamo še naprej razvijati to Marijino šolo življenja. Hvala, ker ste bili z nami, pa se vidimo prihodnjič. Nasvidenje, srečno!